Dobrodošli v Šokestu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno vsebine. In za gotovostjo lahko danes trdim, da sta moja gosta najbolj šokantna do zdaj, oziroma je šokantna zgodba, ki sta jo poslala v svet. Miha Šalehar je ob izidu te knjige zapisal, če ne bi bilo te zgodbe, bi si jo morali izmisliti. In če bi si jo izmislili, in ne bi nihče verjel. In res, ko človek prebira tole knjigo, si reče, je to sploh možno, da je nekdo doživel in preživel. In o tem bomo danes govorili, kajti z mano sta Simon Doma in Aleš Čar, pisatelj, ki je to zgodbo Simonovo poslal v svet. Lepo pozdravljena. Živijo. Zdaj, začetek bi vprašala, sta skozi proces pisanja te knjige, sta prijatelja vidva postala ali je to zgolj profesionalni odnos, še vedno? Jaz mislim, da se vzpostavil nek človeški odnos, ki bi bilo mogoče kvalificirati kot prijateljski. Jaz mislim, da. Preden se zapodimo v tole res neverjetno zgodbo, jaz vsakega gosta prosim, da sabo prinese osebni predmet. Vem, da sta imela malo težav s tem, kaj prinesti. Zato, da malo bolj spoznamo človeka čez kakšno osebno stvar. Pa si rekel, Simon, da si imel kar težavo, kaj prinesti, ker nisi vezan na kakšne materialne stvari, pa si vseeno našel nekaj. Kaj si prinesel? Po dolgem razmisleku. To je podkva od mojega konja, Halifaxa. To je v bistvu prva podkva, ki mu je padla. Tako da sem pol vzel v bistvu to in jo imam zdaj spravljeno v vitrini. Ampak nekako mi pa predstavlja, bom rekel, da je moje življenje zdaj gre po stopničkah vedno bolj v uspehu, bomo rekli, osebnem. In recimo Halifax mi predstavlja nekako, oziroma tukaj ta podkva, njega, mi tako predstavlja, eno veselje, on je tudi moj terapeut, jaz pravim moj kon, tako da mi veliko stvari ta kon v bistvu dejansko pomeni. In podko je nazadnje simbol sreče. Za srečo je. Nisem mogel pripeljati. To pa še nismo imeli v studiu. Aleš, kaj pa si ti simbolično prinesel? Mogoče samo stavek za uvod, da nisem sentimentalen človek dejansko, da nekateri arhivirajo, jaz čistim pravzaprav za sabo, pa ne da bi bilo kakšen problem z zgodovino osebno, ampak enostavno nimam te navezave. Sploh se mi je pa to zdaj zgodilo, ko sem imel prenovo stanovanja in praktično mi ni nič ostalo. Čeprav sem pregledal predale, praktično ni nič ostalo. Tako da, kar sem lahko prinesel, je v bistvu je ključ od tega, kar je bilo od konca Simonove knjige. Ko smo zaključili, sem se lotil počas delati na stanovanju z užitkom, veliko sam naredil, pomagal je tudi Simon. In smo naredili neko novo poglavje, kar je neko osvežitev, kar simbolno tudi prinese v življenju nek nov začetek na nek način. Zdaj človek se vpraša, ko prebira tole knjigo, kako sta vidva prišla skupaj in kako to, da si, prej si rekel, brez pomisleka sprejel to nalogo, da boš tako zahtevno zgodbo prelil na papir. Začelo se je s Simonom. Simon je moral se odločiti, da bo zgodbo plasiral v svet. Boš povedal, kaj v začetku? Ja, v bistvu, jaz nisem nekaj govoril o tej moje zgodbi, res redko, ker je vedno v bistvu te moje prijatelji, ki so me tako spremljali, ki so bil tudi tam, ne želi. Ampak sem spoznal pol tudi prek konja enega prijatelja, ki hoče ostati neimenovan. In so se malo pogovarjali, njega je ta zgodba zanimala in je rekel pismo Simon, tole bi mogel svet slišati, to mora iti naprej. In sem bil malo tako skeptičen, nikoli nisem razmišljal o tem, da bi izdali knjigo. Ampak nekako z njim je to rekel, da bi res bilo to vse profesionalno, da to, če bi se delal orank, nač nekaj na pol. Pa da tudi recimo, ko bomo knjigo napisali, če bom jaz rekel, da mi ni všeč, da sem se premislil, da nobenega problema, si bomo dali roke in to je to. Tako da v bistvu, pa smo pa tako nekako je polon svojo ekipo zbral, ki so že prej za njega delali, tako je tudi Aleš prišel prek Milana. In ko si slišal to zgodbo, je na meji verjetnega vseeno. Kakšne so bile te prve misli, pomisleki? Mislim, zgodba je seveda na meji verjetnega, ko prvič sliši Simonovo pripovedovanje. Je pa seveda delo človeka, ki bo te stvari zapisoval, da začne takoj pregledovati, da se začne takoj informirati, raziskovati. In obstaja že ena knjiga, ki je tudi napisal nek zapornik, ki je bil v Los Tecasu, Irc. In tako da recimo prve
dvoumnosti, ali ta zapor obstaja, je sistem res tak, se te stvari res dogajajo, so bile hitro za nami. Ne? Potem je, tako da je relevantnost in resničnost Simonove zgodbe ni bilo pod vprašanjem. Zaradi tega pa čudejne, zaradi dogodkov ni bilo nič manjše. Stvari so neverjetne, tudi ko prije človek na koncu knjige ne more verjeti, da je to človek res preživel. In kako je potekal ta celoten proces? Ta se usedla, pogovarjala, je bilo to v obliki intervjuja, si ti samo govoril misli, ki so ti prihajale. Človek si ne predstavlja, ne, da moraš podoživeti še enkrat skozi pripovedovanje vse to. To je malo mučenje tudi samega sebe. Ne? Kar je res. Dobivali so se pri meni doma, 3-4 na teden, 2-3 ure, če so odvisen. V bistvu se pogovarjala, Aleš je snimil. V bistvu kot prek pogovora sva nekako šla, pa sem tudi jaz včasih hvak, sem malo še pozabil, ne. Sem se kdaj malo spreminjal, me malo klev v mislih, vreten. Se ne vem, dogodke se mi, ne vem, sem nekaj rekel, ne, to se je pol zgodilo, tako recimo, sem imel malo probleme, ne. Ampak nekako majster Aleš je pol tako nekako to vse dal skup, da je pol da je lepo pač prišlo tako, kaj je prišlo, kaj sem mi tako govoril. Po moje, bom rekel. Pa je bilo težko to podoživljati, si potem, ne vem, si človek predstavlja, da si sanjal to, da so stvari prihajale za tabo, ne, ko si jih še enkrat ponoviš in ozavestiš, kaj vse si preživel. Sanjal bom rekel, da nikoli nisem, ampak se je pa tako kar velikrat, v bistvu, kaj je lešal, me je kar velikrat pol glava brela. V bistvu sem bil čist tako, da bi se iz mozga v bistvu samega sebe čist, ne. Tako se pravim, do tega pogovora za lešom, bom rekel, iskreno se sploh nisem neki spominjal, kaj sem doživel vseeno. Je pol v bistvu, sem nekako zatrl, bom rekel, vse verjeten, ne, mislim verjeten, siguren. Tako da je pol v bistvu prek pogovora je tudi pol to prihajal ven. Aleš, kako pa si ti ohranil to profesionalno držo? Zdaj, ko človek bere to, res so neverjetni dogodki in šokantni, ne? Da ne podležeš čustvom, ne, da ostaneš profesionalen, da ne obstojaš, da ne sočustvuješ, ali je tudi nekaj tega potrebnega pri tem procesu? V osnovi je potrebno predvsem razumeti. Ne? Se pravi, zgodbo slišati, jo čim bolj natančno, kar so skozi dialog, jo poskušati strukturirati. Pri tem je bilo že kar nekaj dela, kot je že Simon rekel. Mogoče je zanimivo 2 stavka Simonova v tem smislu, preden nadaljujem, da se mu je v enem dnevu v zaporu zgodilo več, kot se nekateremu celemu življenju, zaradi izredne intenzitete dogajanja, od vojn, medsebojnih odnosov znotraj klana in tako naprej in tako naprej. Po drugi strani je pa povedal, da je dan enak dnevu. Seveda zaradi vojaškega urnika, natančnih razdelanih stvari in tako naprej. Torej, ogromno količino dogajanja pa dan enak dnevu. In je bilo dejansko, so morala, kar je normalno, že 10 let je od tega, kar je Simon to doživel in več. In dejansko so morala neke osnovne orientire postaviti, a se je stvar dogodila potem, ko je postal nekdo v klanu, ali predtem, a se je zgodila pred obiskom, ki je bil izjemno pomemben Slovenke, ki živi v Karakasu, ali predtem. Tako da je šlo prav, da so morali z osnove postavljati in mislim, da je Simon takrat tudi lasten spomin začel počas strukturirati in artikulirati, tak je bil moj občutek. In odtle je šlo naprej. In ko spoznavaš tako zgodbo, skozi tako intenziven dialog, je seveda naloga pisca predvsem v prvem koraku stvar razumeti in v naslednjem koraku stvar ponotraniti. Zato, da Simona dejansko razumeš čim bolj odnotraj iz človeške ravni, zato, da med dogodki, kjer so praznine, da jih znaš njegove perspektive polniti. In tako začne nastajati knjiga, verjetno, ne? Si kdaj sam podoživljal, kot da si ti odigral to vlogo, ker si tako natančno popisoval te dogodke? Mislim, potoval sem s Simonom, ni zdaj to, da bi jaz padal v travme, pa strahove, pa tako naprej. So bili pa seveda različni izzivi razumeti nekatere stvari, ne, zato ker so bile radikalne okoliščine in je bilo v radikalnih okoliščinah se tudi psihologija človeka radikalno začne včasih spreminjati, ne. In so neke točke, kjer je bilo treba razumeti iz neke druge perspektive, mogoče rečemo temu. Zdaj, ko je ta knjiga letos prišla ven, ne, in je ta zgodba, se mi zdi, kar završala po Sloveniji, ne,
Je bilo kaj strahu pred izidom knjige, da vseeno zaradi tematike obravnavane, ne, in dogodkov ne bo naletela na tako odobravanje, ne? Da bo v bistvu, da ne bo uspeha? Ali je bila zgodba tako močna, da sta verjela v to, da se jo bojo ljudje želeli prebrati? Iskreno, tako malo smo imeli pomisleke, ne, da bo bolj, se veste, mi raje gremo v negativo kot v pozitivo, ne žal je tako. Ampak jaz iskren, vsekako sem presenečen, ampak iskren, kolikor je Aleš napisal, ko v bistvu mi niti to na nekaj ne pozdravljam, da sem jaz zdaj en heroj, ali pa da sem jaz ne vem kva, ne vem kdo, ali ne vem kaj. In se mi zdi, da je tako lepo zapisal, da bi rekel, da so ljudje lepo sprejeli. No. Tako sem tudi jaz pričakoval, se pravim, res sem pa presenečen, sem se mislil, da bo res več, oziroma malo več teh negativnih komentarjev, ki jih res v bistvu, kakor imamo pozitivnih, v bistvu te so sploh najpomembni te. Pa če bi prejel te negativni komentarji, ne, vseeno moramo biti realni, v zapor si odšel zaradi tihotapljena droge. Bi se ti zdeli upravičeni ali bi bil užaljen, ne, da si delil zgodbo, pa da jo ljudje ne sprejmejo? Odvisen, kako bili naslovljeni te komentarji. Čisto iskren. Se pravim, jaz sebe ne pozdravljam, da sem jaz nekaj dobrega naredil, niti nisem to šel, ne vem, za neko koristolulje, bom rekel, ne. Tako da užaljen, ne vem, če bi bil, no, ampak ne bi bil pa vseeno. Se pravim, čisto odvisen, kako bi bil komentar napisan. Pa ti, Aleš, kako se spopadaš, ko pride mogoče takih komentarjev, da... So tako manjšini, da in v bistvu tako nevsebinski, da se sploh ne ukvarjam z njimi. Pravzaprav, zdaj, če gremo čisto za trenutek samo na moj del, jaz še nisem zasledil, da bi kdo rekel, da je knjiga slabo napisana. Ne? In tudi tiste komentarje, ki letijo na Simona oziroma na njegovo odločitve nekatere, ki jih življenjske, ne? Tudi niso neki baš globoko vsebinsko zasnovane. Ne? V osnovi gre za človeško zgodbo o poskusu o preživetju v osnovi. Ne? Naredil je napako, kdo je ni v življenju, s tem, da je njegova odločitev imela strahovite posledice, medtem ko imajo verjetno naše napake malo manjše. Ne? Tako da, to je v osnovi vse praktično. Je pa velik del te zgodbe pripomogla tudi tvoja mama, ki si je natančno zapisovala, ne, tudi stvari sem nekje prebrala. Kako velik doprinos je bil to tej knjigi, da je tudi ona imela, ne, kronološko vse zapisano? Tle bo verjetno treba govoriti predvsem doprinos preživetju Simona, ki je neskončen, in potem še doprinos knjigi. Tako da njen del je dvojen, ampak ta veliko pomembnejši verjetno. Ta doprinos, ne, da si sploh še tukaj. Mislim, če ne bilo moja mama in metadon, se ne bi bilo tako skoraj sigurno neverjetno. Je bil kdaj tisti trenutek, ko pa je odigrala tudi klasično vlogo slovenske mame, da si jih slišal od nje zaradi svojih odločitev? Nikoli. Pa si pričakoval, da te bo tako podprla in da bo tako razumevajoča? Ja, v bistvu, ker jo poznam že cel življenje, tako da vem, kakšna je. Tako da tudi ona ve, zakaj sem to šel, ve, da nisem jaz to šel, da bom pol, ne vem, fajre špilu znarjem ali kakorkoli. Tako da ve, zakaj sem šel, tako. Nikoli me ni obsodila niti enkrat. Ne, vedno pa je verjela, da se boš vrnil, potem, ko sta govorila potem, ne, ko si se že srečno vrnil. Mislim, zdaj bom lagal, ko ga ne vem, ampak po moje ideje, ne. Upala je sigurno, ne. Zihran, kol mi ni rekla, dvomam, da boš prišel. Seveda ne, saj bi pol mene še bolj dalo dol, ne. Je pa naredila vse, celo Slovenka, ne, ki si jo prej omenjal, celo neke veze si je pridobila, da je lahko ti še na boljši način pomagala. Tako je. Ja, to je bil v bistvu, Karolina mi je v bistvu pol omogočila, da se vse zboljšala za 100%. Ko bi se pol videli, da je prišel na obisk, da imam obisk in je pol tudi nekako dejansko denar, ko sem ga, oziroma ko sem ga poslali, je dejansko prišel. Sta še na vezi? Še slišite? Še. To je pomembna Slovenka, ambasadorka slovenske kulture, slovenstva sploh tam. Mogoče... In takrat je bila ta luč upanja, ne, da bo enkrat konec te nočne more. Zdaj, ko pogledaš nazaj na to svojo zgodbo,
kakšni občutki se ti zdaj, ko z distanco pogledaš na to, ne? Se ti zdi, da je bilo to neko drugo življenje, da to sploh nisi bil ti? Mislim, Kako zdaj s to distanco gledaš na ta dogodek življenja? Ja, vsekakor, tako kot sem že večkrat rekel, ne vem, da nisem bil tak Simon, kot sem kdajkoli bil, ali pa, ko bom še kdajkoli bil, tam sem bil pač en drug Simon. Nisem niti vedel, da lahko tak Simon obstaja, ampak pač takrat, ko bom rekel, kaj je borba za preživetje, jaz bom rekel, da smo ljudje mašine. Si mi kdaj občutek, ko je ta zgodba prišla v javnost, da se te kdo boji, da se kdo odmika od tebe po vsem tem? Ne, obratno bi prej rekel. Aha, da si dobil na priljubljenosti. Sigurno. Te pa ljudje verjetno zdaj prepoznajo, kako je pa s tem, no, kako se pa s tem spopadaš. Bom rekel, da so vse prijetne izkušnje, vsi tako, ko pridejo, recimo, ne vem, skar včasih pozabam, ne vem, kdo me sreča v centru, bi se lahko sliko stavil, pa imel nakratko, zakaj bi se pa ti z mano sliko, pa knjigo, se res knjigo se napisal. Pozabiš. Ja, tako da mi v bistvu res, nisem imel še tako negativnih, no. Tako se kar presrečam, koliko ljudi me kar ostal, pa mi da roko, pa ne, tako resno. Vsame prijetne, bom rekel. Kakšen je bil pa ta časovni okvir nastajanja knjige? Koliko je trajal celoten proces? Koliko je trajalo celoten? Dobro leto in pol. Leto 8 mesecev nekaj tako. Leto 8 mesecev, tako da, mislim, faze so bile intenzivnega dialoga, potem sem jaz neko fazo se zaprl v kabinet, pa spisal, pa je Simon bral, pa so preverjale podatke, pa dejstvo, pa in tako naprej, pa naslednja faza. Tako da je šlo po nekak vrste, mislim, v osnovi smo najprej predebatirali temeljito celoto, seveda, ne, večkrat, na več načinov, iz več perspektiv, potem so pa še detaljno poglavja in smo sproti pisalo in je Simon bral in smo še kaj. Je bilo kaj zamolčanega, so bili še kakšni bolj grozni trenutki ali pa kakšne... Kar nekaj. Je še materijala za... Mislim, za knjigo ne, za moje življenje, v bistvu, za moje. Tako da najhujši deli so v bistvu izpuščeni. Bi lahko tako rekel, ne. No, to je tudi v knjigi napisano, na enem mestu. Teh stvari niti jaz vseh ne vem, ampak... Si tudi njemu prihranil? Vem pa, da ne vem. Aha, in to je dovolj. Jaz sem tudi napisal v knjigo, da so neke stvari na nekem mestu in da bojo ostale opisane med vrsticami. Neizrečene, ampak so tam. Tako da. Kot razumem, tudi vsa ta imena so izmišljena, oziroma na začetku ta ime tega Ljubljančana, to je izmišljeno ime. Tako je. Je bilo kaj strahu, da bodo kakšne grožnje prišle zaradi razkrivanja tudi, ne vem, na vse zadnje, da v Ljubljani obstajajo določene mreže preprodaje mamil. Vse to vsi vemo, ne, da obstajajo, ne, vse to skozi obstajale, pa skozi bojo. Oziroma, da bo kdo potrkal, pa da bo hotel, ne, da poveš, kje, kdo, kaj, zakaj. Ne, nisem imel straha, ko v bistvu nismo nič kaj tazga povedali, v bistvu kar ne res, oziroma kjer ni že na internetu, bom rekel, oziroma časopisih. Tako da nič novega nismo odkrili. Za imena sta pa v bistvu samo 3 izmišljene, vse ostale sta ta pravi imena. In te prijatelji zapora ste še na vezi, če sem prav razumela, ne? Vse oni so tudi potrdili, jaz sem pač jih tudi predno smo začeli sploh pisati, sem tudi z njimi bil v kontaktu, sem rekel pač, da pišem knjigo o Lostekesu, pa če jih kaj mot, so v bistvu mi pisali, da bom pravilno napisal ime pa prej. Aha, jih je. Ja, da se nam zmotili. Zdaj prebrati jo še ne morejo? Ne, še. To bo prava reakcija, ko bo v španščini. Tako je. Bodo prebrali, verjetno. Ja, seveda, se mi že zdaj skozi pišejo, kdaj bo, tako da. Ampak vseeno pa vejo, ne, da si šel ven s to zgodbo, kako so pa to komentirali, pospremili? V bistvu, tale bom rekel, vsi pozitivno. Tale moj šef, bom rekel, iz Lostekesa, iz speciale Roki, recimo on je bil ful vesel. Je rekel, da bo vsaj nekaj imel od tega, da bo vsaj nekaj dobrega, bomo rekli, potegnil iz tega. Ti, kar napiše, jaz sem 100% na te podpiram. Si imel ti možnost spoznati ali pa govoriti s kakšnimi temi imeni, ki jih spoznamo? S Simonom so preživela toliko časa skupaj, da sem bil v realnem času priča njegovim dialogom z nekaterimi od teh ljudi. To so bile sicer sprotne stvari, ampak jaz sem že vedel, za katere lig gre, kako mesto ima v zgodbi, kako mesto v strukturi zgodbe. In je bilo seveda zanimivo opazovati. Nekateri svobode, par jih je bilo še vedno v zaporih in so še v zaporih. Tako da sem bil priča temu, nisem posebno govoril. Momčilo si se malo nekaj pisal. Momčilo je edino tako, drži se me, res je. Kje pa so danes ti ljudje, ki so prišli ven iz zapora? Ja, več ali manj so vsi Venezuela, Peru, Kolumbija, to pa to v bistvu.
te Venezuelci domačini pač. Edini sam še so že prišli iz zapora, samo še eden je, Carlito je v zaporu še. Pa lažem, pa Alonso, sorry. Pa imate namen se kdaj videti, kot vem, ti se nikoli več ne bi vrnil v Venezuelo. Mislim, V enem od podcastov si tako dejal. Ja, ne, se še zmeraj isto pravim, ampak edin, če bomo pa res šli v kako serijo oziroma film, bom pa pačal, ampak da bi pa zdaj prav tako šel, ne vem, da bi pa njih srečal, pa iskren, ne vem. Tebe, Mika, zdaj Venezuela po vsem tem. No, Venezuelo bi bilo zanimivo videti že brez tega, brez te zgodbe, ker je drug svet, drugačen svet, svet, ki je neke vrste ena od južnih oaz z drugačno perspektivo, razumevanje resničnosti sistema, politike, geopolitike in tako naprej. Že zaradi tega bi bilo zanimivo stopiti v Venezuelo kot nekatere druge države globalnega juga. Zdaj s to zgodbo pa seveda še toliko bolj. Kaj si ćemo tajiti? Imam občutko, da sem jaz že preživel v Venezueli nekaj tednov, če ne mesecev, tako da z veseljem bi jo pogledal seveda. Zdaj ta izkušnja v zaporu, kjer si preživel 2 leti, ne? 4 leta in potem še v Sloveniji 2 leti, ne? 4 leta v zaporu, ki sedaj ni več, ne? Ne, Los Teques ne obstaja več. Ne obstaja več? Še Los Teques pa ne. Je bila to takrat v bistvu tvoja nesreča, da si še prišel v času, ko je ta sistem še obstajal, ne? Poveš pa vedno, da je slovenski zapor v bistvu ne toplice proti... Mislim, to se sploh ne more primerjati. Ne. V bistvu nisi imel nobenih slabih izkušenj v slovenskem zaporu. Ne. To je bil samo nek oddih, da... Tako je. V bistvu, da sem bolj normalen prišel, ker sem iz tam prišel tako. V knjigi pa tudi omenjaš sina, ne? Vedno si ga imel tudi v mislih. Kako je pa on doživljal to tvojo zgodbo? Verjetno sta govorila o tem. Sva, ampak on ni v Sloveniji, tako da so v bistvu so tako bolj govorila. Nisem na 4 oči, ampak tako pa se da vejo, da je knjiga prišla ven. Jo je prebral? Ne bi rekel. Aha. Ne še, ker zdaj je na faksu, tako da. Pa se ti zdi, kako je on doživljal, ti je kdaj povedal, je vedel, v kakšni situaciji si takrat, ko... Ja, takrat je bil še zelo majhen, tako da takrat ni vedel je, da me pač ni, ne, seveda, da sem v zaporu, ampak ja, zdaj ve, ne, zdaj pa pač vem, upam, da se je malo prebral, da se je približen, oziroma pogledal kak podcast, kar ga je, da je malo videl v bistvu, da nisem šel zdaj zaradi tega, pač, ne vem, ko sem kriminalc, bom rekel, ali pa ko meni označujejo za narkotrafikanta, ne, kar mogoče malo smešno. Te označbe bolijo, ne, verjetno? Mislim, ne, da me bolijo, ampak tako nekako, ne moreš ti, mislim, ne more mene iz narkotrafikantom ali pa iz dilerjem, ali pa da sem jaz uničeval življenje, mislim, to je tako, no, jaz sem bil navadna mula. Tako ne, mogoče ljudje ne vejo, kaj je narkotrafikant, kaj je pa mula, tako da mogoče ne zameram, ampak mogoče jaz bi jim nekako dal na dušo polago, da mogoče grejo vtipkat, kaj to pomeni, pa da se napiše to. Kdo pa je bil Simon pred vsem tem? Preden se je vse to odvilo, preden se je življenje zapletlo, ne? Kakšen človek si bil? To, kar sem danes. Aha. V bistvu čisto isto. Bom rekel, sam da nisem iz to izkušnja bil. Maler sem bil, slikopleskar sem bil prej, slikopleskar sem zdaj. Tako da bi rekel, da sem kar isti, mogoče težji, starejši, ampak bom tako rekel, čustveno in psihično sem bolj dozrel v bistvu, ali pa telesno, tako bolj sem dozrel, tako, ko me vpraša, če mi je žal tega, mislim, ne bi ponovil, ne, itak da ne, ampak nekako, mogoče sem mogel iti čez to, vse lahko bi bilo pa dosti huj, če ne bi šel v Venezuelo, lahko bi pa tukaj že, ne vem, ko sem imel kar konkretne grožnje, mogoče pa ne bi danes tukaj sedel, pa bi se mi pogovarjal, če ne bi bilo v Venezuele. Se kdaj vprašaš, če pa bi ta kupčija uspela, ne, bi te zamikalo potem, ne, ta lahko zaslužek? Ne, lahko zgotovo strašno, imaš 100%. Pravim, ker sem šel to čez enega drugega razloga, ne zaradi tega, da bom špilil polenga. Je bila mama, kdaj je imela slabo vest, da si šel zaradi nje to narediti? Pa se nisem šel zaradi njega, to je zdaj zelo tako. Oziroma zaradi vajnega. Zaradi tako, ja. Nisem jo niti sprašoval, koliko tem upam, da nima, bom tako rekel. Aleš, si kdaj skozi pisanje te knjige se vprašal, če bi normalen človek to preživel, normalen človek, ali pa ti sam, ne,
Kakšna moč je to potrebna, oziroma ali imamo to vsi v sebi, pa bi bili? Na National Geographic, veste, obstaja neka serija, ne vem, poznate Bang Up Abroad, zaprti v tujini. To je serija, ki traja že 12 ali 13 let, in to so dokumentarci o ljudeh, ki so bili na različne načine povlečeni v neke mreže, neke življenjske slučaje in so se odločili, da bojo šli v tujino, a so bili pa prevarani in so šli v tujino in ne, da bi vedeli, tihotapili nazaj drogo in so bili ujeti v tuji državi. To so zapori iz celega sveta, tako da te izkušnje načelno, to so običajni ljudje, teh izkušnje je ogromno, ni malo. Tako. In tam so popisane te izkušnje in seveda ljudje na tak ali drugačen način preživijo, kot že preživijo vojno, kot preživijo depresije, kot preživimo težke življenjske trenutke nasploh. Veliko nas določa okolje in nekako zdržimo, ker hočemo preživeti. Je pa znotraj vse te količine teh zgodb Simonova posebna in enkratna, v tem smislu, da ni samo preživel, ampak se je integriral v njihovo kulturo, v njihove navade, postal del njih in je to praktično edina zgodba, vsa kar jaz poznam, tudi iz literature, kjer so opisane te zgodbe, da spoznamo ta sistem venezuelskih zaporov in klanov od znotraj. Kako so funkcionirali, kakšne odnose so imeli s sabo, kako je delovala hierarhija, kako so se določale stvari, padale odločitve in tako naprej. In v tem smislu je to posebno. Ali bi jaz to preživel, oziroma kako bi jaz to preživel, kako bi jaz to odreagiral, če se vrnem čisto na začetek, verjetno tako, kot vsi ostali v tisti seriji National Geographica, skratka, poskušal bi nekako stisniti zobe, ne bi šel po Simonovi seveda poti, integracije in se integriral v sistem in postal del zgodbe na tak proaktiven način, to pa verjetno zelo malo ljudi sposobnih. Koliko je bilo te zavestne igre, psihološke igre, ali si šel samo s tokom takrat, ko si bil v zaporu? Je to premišljeno ali samo greš in upaš, da boš preživel? Samo s tokom, v bistvu. Nič nisem enih ni preračunljivosti, ni. Mislim, tako bom rekel, šel sem na vse, pa nič, ko sem bil kar 90%, da bom več prišel živ iz tega zapora. Ampak da bi pa prav nekaj načrtno delo, to pa res ne. Pa če res je prav šlo iz tokom, bom rekel. Kolikokrat si pa želel, da bi bilo že vsega konec, da bi umrl, da bi bila to boljša opcija, kot da ostaješ? Vsak drug dan. In kako si potem, kakšne mehanizme si imel, da si preboril to? Je bilo to ta fitness, je bilo to kakšno druženje? Kaj te je najbolj ven vлекlo? Mama pa sin v bistvu, mislil na njih, pa fitness v bistvu. Tam pa pač dejansko, ko sem bil tam, pa fitness, ja. In te prijatelji, ko si gledal tudi umiranje, kakšne dimenzije doživljanja so to, si sploh ne znam predstavljati, ko opisuješ tukaj res pekel na zemlji, kot marsikdo opiše. Kako si ti doživljal stvari, ki jih navadni smrtniki vidimo samo v filmu? Te pokole, pretepe, streljanja, izsiljevanja. Ma nekako, ne da se navadaš, se nikoli ne bom rekel, ampak jih sprejmeš. Tam tudi recimo nimaš zdaj nekaj se pač, bom rekel, nekaj se zgodi, ti zdaj nimaš to časa razmišljati to, kaj bi bilo, kaj bi ti naredil, kaj bi spremenil. V bistvu ti sploh nimaš čas razmišljati. Ker takrat, ne vem, bom rekel, en umre, je v 10 minutah se že enih toliko drugih stvari zgodi, ne to grozne, kaj je to, ampak skozi nekaj konstantno se nekaj dogaja, tako kot Aleš rekel, ali pa če se nič ne dogaja, se nekaj dogaja, bom tako rekel. Tako, ne vem, si vsak dan je lahko isto in tudi, ko recimo sem imela problem, kaj pa je bilo, tudi malo tako bolj, ne morem, kaj je bilo eno in isto. Veste, tako, veš, sorry. Skozi je bilo tako, več ali manj je bilo tako isto, nam zdaj rekel, da so se kar ubijali vsak dan, ampak tako nekako dogodki so bili prav isti, identični. Te ključne, ki so pa izstopali, so pa tako ali tako popisani v knjigi. Te, ki so malo bolj grozne. Kaj je pa mogoče? Je mama prebrala knjigo? Ne. Ne? Noče, Zakaj ne? Noče. Ne, zaradi tega, ker že tudi, ko sam pride tema na Venezuelo, začne jokati.
Imajo, ki je hotela imeti, ampak plavala pa ne bo. Zdaj, ko sem povedala, ne, da prihajate v goste, so mi rekli, da te vprašam, ne, če si šel po kakšno psihološko pomoč, kako si to prebrodil. Ne. Vsi se zatekamo že za veliko manjše stvari, kakšnim strokovnjakom, kako si se ti s tem Jaz sem šel po lažje poti, sem konja kupil. Ampak moja partnerka Petra pravi, da bo mogel iti malo, ampak bom rekel, da se vedno bolj nagibam v to smer. No, prej nekako nisem bil, ne vem, če sem človek, da komu kaj govori prav, oziroma bom rekel, pritožuje ali kako. Ampak mogoče pa ne, hoče, da bom pa šel. Si mu ti mogoče kdaj svetoval? Ja? Si kdaj videl, da je mogoče na robu tega, da samo knjiga ne bo dovolj velika terapija? No? Mogoče v tem smislu. Terapija je iznajdba 21. stoletja. Vojne so pa od začetka sveta. Je zdaj nič, ampak obstajajo občutljivi ljudje, normalno, izredno senzibilni, ki jih zlomi, ne vem, mrtev golob na cesti in s tem ni nič narobe. Obstajajo pa ljudje z nekim bolj strukturiranim in trdnim karakterjem, tako imenovani vojaki, če hočete, ki so pa bolj postavljeni v svet za borbo in za trše obračune. Jaz mislim, da s terapijo ni nič narobe, ne verjamem pa, da smo vsi za terapijo. Po tej izkušnji te še kaj v življenju lahko prestraši, vrže iz tira? Moja marsikaj. Aha, še vedno kakšne malenkosti vsakodnevne, ker človek si misli, da potem, ko daš na tehtnico, da kaj takega v primerjavi z gužvo v Ljubljani ni nič takega. Ne? Ja, ampak morate vedeti, da moraš vedeti, da jaz sem dosti stvari, ne pozabil, ampak sem dal nekako tako, pač tam sem bil tam in tam sem se prilagodil na njihovo življenje. Marsikaj me lahko tukaj, že ne vem, tako kot smo rekli, ne vem, en tak komentar mal, pa si tako mislim, res? Pa ko bi lahko, ne vem, ko bi pa en to los nekaj se rekel, bi sam rekel, kaj pa je stavim, primer tako, ne. Se ne bi to, psim nekaj bi rekel, da sem nekaj, ampak stvari te še zmer, bom rekel, lahko ranijo, šokirajo, ampak bi rekel, da bi jih jaz mogoče malo lažje spravil, kakdo drug, ne vem. Kakšno pa je tvoje življenje danes? Zdaj, jaz si slikopleskar, imaš partnerko, terapevtsko kakšen je tvoj vsak dan? Čist povprečen bom rekel. Okay, kar je novega je tako, da hodim na kakšne intervjuje, podcaste, tako, da me kam vabijo. Drugače pa moram reči vse isto, tako, kot je bilo. Samo, da ne živim več v strahu, hvala Bogu, da sem vesel, bom rekel, da mogoče premalokrat cenam stvari, ki se mi dogajajo, se mi spet zdijo samoumevno, tako kot so se mi pred Venezuelo, recimo. Ko sem prišel z Venezuele, mi je bilo, ne vem, voda, wow, pipo odpremo, pa voda teče, recimo. Ne. Na ta luksus se že navadim, bom iskreno rekel, kot odprem voda, rečem, wow, voda teče. Ne. Je pa verjetno bila ta hvaležnost prva prisotna. Ja, veliko časa. Topel obrok, svoja čista postelja. Čist take osnovne, bomo rekli, stvari so zlatove. Zdaj, knjiga je zajadrala med bralce. Prej smo se pa že malo pogovarjali, ne bo kakšen scenarij za kakšno serijo, film, vsi pravijo, da je to filmska zgodba. Zgodba je filmska, to nedvoumno. Zdaj, osnovna odločitev je spet pri Simonu, pa pri Nahomu. Bi si želel tega? Ja, iskren, ja. Pa vidiš koga v vlogi sebe, mogoče? Malo smo že pogovarjali, ampak to je mogoče pol tako, ker jaz mislim, ko smo si med sabo pogovarjali, mi je čisto v bistvu normalno, ko pa tako komu rečem, pa tako si mislim, ko si ta misel zdaj v nas, ne? Mislim, v meni bom rekel, ne? Nekako smo se tako pogovarjali, tako ko smo išli v knjigo 100%, bi šli tudi to 100%, tako da bom rekel, moja želja, Tom Hardy. Ga vidiš v tej vlogi? Veste, če imaš nalogo napisati scenarij, imaš toliko drugih stvari za rešiti, da se s tem ne ukvarjaš v osnovi. Ker zgodba je zdaj strukturirana, napisana, ampak vseeno scenarij je druga struktura, tako da bi bilo treba to pot še enkrat prehoditi z novim ciljem v glavi in bi bil spet izziv za sebe. Pa bi bila to bolj serija, film, v kakšni obliki vidite to zgodbo? Vožnji, mogočih je več, oblik realizacije nedvomno. Mislim, da bi bil pa en sam film, bi zahteval neko temeljit premislek, ker gre
za več ločenih poglavij, v katerih so različni sistemi, različni načini afirmacije in na nek način zaključene zgodbe. Losteka se na nek način zaključena zgodba, potem je Rodeo 2 nova zgodba in potem je tukaj še nek epilog, ki se zgodi na Dobu in prihod na Svobodo. Tako da mogoče vse bolj to se bliže nagiba neki nadaljevanki. Je v Sloveniji še kaj takih nenapisanih zgodb? Lahko še kakšna zgodba bolj premakne v svoji krutosti, ne? Pa da je resnična? Lepota stvari je, da jih ne vidimo, ne? Kot nismo videli Simonove zgodbe, čeprav je živel med nami, funkcioniral med nami. Drugače zgodb v Sloveniji je vsaj 2 milijona, ne? Verjetno veliko teh zelo zanimivih, zelo posebnih, vsaka je unikatna na nek svoj način in gre ključno je, kako se zgodba napiše, tako da mislim, da imamo veliko še tega kot posod po svetu, dajmo se presenetiti. Je že kakšna po izidu te knjige spet prijadralja do pisatelja? Ja, mislim, mogoče kot mini zabavno anekdotico. Prišlo je nek 6-7 različnih mailov do mene, seveda, da imajo podobne zgodbe, da so bili podobno v zaporu. Po zaporih, upleteni z mafijami, italijanskimi mafijami, balkanskimi mafijami, da imajo te zgodbe, ali pa različne težke osebne zgodbe, ki mislijo, da bi jih bilo potrebno preliti v knjigo, da bi šle med ljudi. Ampak ima kakšna ta, da je do te naredila? mere ne. Mora biti ta notranji občutek, ko človek sliši zgodbo. Seveda, in pogoj za delo, seveda. Zdaj ne, ko smo pri knjigi, je bilo kaj časa za branje? Je bilo sploh dostopna kakšna literatura v zaporu? V zaporu, ja, seveda. Malo, ampak so bile. Kako dobro še govoriš jezik, španščino? Malo že pišem, ampak pišem pa dobro. Ker več ali manj si pišemo. Kako pogosto ste na vezi s temi prijatelji? 2-3 na teden. Pa je kdo spet klonil pred zakonom? Samo en, Carlito, drugi vsi so vzeli. Mislim pa Alonso, ampak Alonso je tako že ostal odprej. Ta Carlito je imel je par let nazaj še neki, te vsi ostali pa napenja, vsi delajo. Pa ko ste bili skupaj tam zaprti, so tudi njihove zgodbe mogoče take, da bi bile vredne popisati? Se je kdo odločil za ta korak po navdihu, ne? Ne. Ker tam tako se v zaporu se ne govori zgodbe, zakaj si ti na otoke, zame še tako vedeli, da sem mula, ne? Ampak oni svoji zgodbi so govorili, kaj so oni. Eni ampak tam Ben ne bo napisal knjigo, ker pač tam je to vsakodnevno življenje, kar oni delajo, oziroma zakaj so bili sploh v zaporu. Ni nič posebnega, če ti to zgodi. Mislim, za Slovenijo zelo poseben, pa grozen, ampak za Venezuelo pa ne. Si pa tam veljal za slovenskega mafica, ne? Celo rekli so, da vemo, da si v Sloveniji... To so mislili, tako. Ja, in si prikimal temu. Ja, sej, kaj pa ne. Si velikokrat tako se bo pokimal in da pišeš, da si se smejal, čeprav nisi vedel, kaj govorijo. Ta spontanost je bila zelo pomembna, ne, očitno za preživetje. Tako je, Je bila, si kdaj pomislil, kakšna druga, bolj mirna pot do izhoda, ali si moral v te klane? Je tam sploh kakšna druga opcija, da preživiš? Mislim, opcije je velik, ne? To je 99% jih je tako preživi, ne? Te druge opcije, ampak se pravim, jaz nekako nisem imel niti izbiro, se mene nisem, ne vem, ko sem enkrat prišel med njih, me ni noben vprašal, hočeš ali nočeš, sem me vprašal, ampak to je bilo tako, mož, ne, ampak tako da to ni bilo, ne, moje namera, tako sem že prej rekel, ne, ampak tako me je vodil v bistvu te vojaki, bomo rekel, te, ki so pač bili stražari, bomo rekli, te tolpe, lozeroti se jim reče, so me dosti hitro sprejeli medse, tako da so se družili, ne, tako se prav imeli, sem se, sploh nisem razumel, ker so oni smejali, sem se jaz smejal, tako da nekako oni so me izbrali že dokaj kmalu. Kdo pa je bil tisti ključen človek, mogoče, ki ti je pomagal preživeti to dolgo pot v zaporu? Jih je bilo kar par. Ne bi mogel enega izpostaviti. Torito, Jean, Piero, Carlito, Roki, Angel, kar velik. Pa tudi ti si bil, ne, kdaj malo si
stran pogledal, kot lahko beremo v knjigi, nisi pozabil na sočutje, niti v teh najhujših trenutkih, ko si pobiral to tedensko kaucijo. Ne, to nikoli nisem pozabil. Si kdaj malo jih prišparal? Velikrat, je kdo vedel za to, so se ti zahvalili, so bili to kakšne take tihe zahvale? Ja, eni so bili zahvalni, eni so bili pa zahvalni en dan, dva, ne, pa je tako je bilo spet eno isto, ampak to me ni motilo, v bistvu to sem zase delal, v bistvu niti ne toliko zaradi njih, mislim zaradi človečnosti, bom tako rekel, ne. Mislim, bil sem seveda vesel, ko so videli, da sem jih v bistvu rešil, ker ne, da se za nekaj, da sem ne vem kdo, ampak par udarcev si jim prihranil. Najmanj 10-15 ljudi je danes na svetu, zaradi tega, ker sem jaz. So preživeli. Tako je. Koliko te človečnosti pa si bil ti deležen v zaporu? Ma kar nekaj bom rekel, no. O teh parih, tako kar res moram reči, da se pravim, tu zaradi njih sem preživel, pač par teh, ki sem jih omenil, so tudi nekaj, še nisem obiskal, so me njihove mame obiskovali, oziroma so me poklesali, ker so oni dobili obiske, Jean-Pierre, Torito, recimo tako, da se pravim, brez njih ne bi bil tak, sem danes, no, tako rekel. Koga izmed teh ljudi, vseh, ki ste jih skozi zgodbe spoznali in opisali, bi si pa želel pisatelj spoznati? Kakšen lik še posebej stopa? Mislim, da bi šel na kavo z njim in debatiral. Nedvomno bi bilo zanimivo spoznati različne svetove. Ena stvar je njegova klapa iz Los Tekasa, to bi bilo posebno na en način. Pazniki iz Rodeo 2 bi bile posebni na drug način, to so različni svetovi. Vsekakor bi bila Venezuela zelo, zelo zanimiva, zelo posebna. Mogoče pa bomo šli enkrat, ja. Kakšen karakter se je posebej prikupil? Ali pa da ste o kom težko pisali, da ni bil prav prijeten za opisovati? Ne, zdaj, če bi že mogoče moral enega povleči ven, jaz bi recimo Carlita, ki je kot prvo je bil prvi, ki je nekako prišel do Simona, tako da se takoj videl, da je pa karakterno nekako odprt karakter, komunikativen karakter, hkrati pa s njemu ves čas občutil, da je vsaj trohico naiven, kar bi potrjevalo dejstvo, da je še danes v zaporu. Ker vsi ostali nekako so prišli ven in so se nazaj utirili v normalno življenje, Carlito pa očitno ima neki in spontanosti in naivnosti, kar jo plačuje v življenju. Zdaj, nekaj let si že na prostosti, živiš novo življenje, se uspešno izogibaš vsem tem skušnjavam. Kakšen je tvoj odnos, mogoče do drog, do prekupčevanja, bi še kdaj sprejel kakšno podobno ponudbo? Za veliko boljši denar? Ne. Nikoli? Kaj svetuješ mogoče komu, ki hodi po robu ta trenutek? Naj si prebere tvojo knjigo in dvakrat premisli. Mislim v bistvu, da to, kar se jaz nisem, niti zavedal, niti pomislil, nisem iskren, v bistvu, da ko gremo na eno tako pot, na kjerokoli, pač kriminalno bomo rekli, da ne razmišljajo, kaj bo v zadnji v bistvu. Tukaj je bolj moja mama trpela, bolj moji prijatelji, bom rekel, pa jaz dejansko, sem jaz trpel, ampak jaz sem vedel, da kaj doživljam, oni pa pač niso vedeli, moja mama ni vedela, zdaj me je slišala, čez 2 minuti me pa že več ne bi bilo. Tako da nekako da ono pomisli, da v bistvu ta problem, ki ga ima, je mogoče zelo hitro lahko rešljiv, oziroma sploh ni tak problem, ki mi mislimo, da imam. Tako se bom malo pohvalil, imam tako kar veliko messagev na Instagramu ali pa na Facebooku privat, da pa ne samo za drogo, da niso šli v to, tako vse druge stvari, koliko so v bistvu sekirali, pa v bistvu zdaj pa vidijo sploh kaj je problem, da v bistvu sploh nimajo problema, da ga čisto lahko rešiti. Jih imam res, na prstih ne moram prešteti, jih imam res veliko, da sem jim pomagal in kar sem res ful ponosen, da v bistvu, da sem jim tako pomagal, niti ne vede, bomo rekli, ne. V bistvu tudi Aleš ima tukaj, on tudi napisal knjigo, v bistvu ima oba, sva tako lahko ponosna, da so že velikim ljudem pomagala, pa je v bistvu knjiga, 4 mesece zunaj. Zdaj, Aleš, kot pisatelj, kaj pa je ta zgodba vam dala, prinesla? Če bi nek nauk zase potegnil človek, kaj je tisto, kaj je bilo dano s to zgodbo? Mislim, da je bila to ena velika vaja v empatiji.
Simon je vseeno, kljub temu, da krasno komunicirava, je drugačen. Drugačen od mene, zelo drugačen karakterno. In razumeti popolnoma drug svet je nek poseben izziv in moraš imeti neke verjetno karakteristike, da si sposoben zaplavati v njega in iz druge perspektive pogledati na svet, ne samo iz lastnih oči. Tako da, ja, pomembna lekcija iz poznavanja empatije, recimo. Bi se vajni poti kdaj prepletli, če ne bi bilo te zgodbe? Verjetno. Težko. Težko je. Ne. No, vesela sem, da kljub težki zgodbi, da so vse in da lahko beremo to filmsko zgodbo. Naš čas je potekel, bi se iskreno zahvalila, da ste si vzela čas. Prvič v podcastu skupaj smo prebrodili to. Hvala za vse misli, besede in upam, da kdaj ogledamo serijo, film in da se še kdaj vidimo. Srečno. Enako, hvala. To je bil Šokcast, hvala, da ste bili z nami.